Še enkrat dober večer, pa kar spoznajmo ekipo tega čudovitega filma. In začnemo z avtorjem kratke zgodbe, Zdravko Duša. Oblikovalec zvoka Julij Zornik. Snemalec zvoka in pa soavtor glasbe Ivan Antič. Montažer Matic Drakolič. Asistent režije Vid Hajnšek. Direktor filma Primož Ledinek. Koproducentka Mojca Pernat. Koproducent Joško Rutar. Producent Miha Černac. Igralka Ana Duša. Igralec Dejan Spasič. In še en igralec Milivoj Roš. Pa še režiser filma Matjaž Ivanišin. Jaz bi tudi vas prosila oziroma povabila k kakšnemu vprašanju, kakšnemu mnenju o filmu, kakšnemu vtisu. Za začetek pa mogoče jaz, pa zdaj je Matjaž zelo daleč, pa mogoče Zdravko za prvo vprašanje. A ti še vidiš svojo zgodbo v tem filmu oziroma kako jo vidiš in koliko jo vidiš? Ja, vidim tisto osnovno izhodišče, ki je, mislim, da tekst recimo, ki je povedan v sredini, je večinoma vzet iz zgodbe. Vidim pa nekaj še bolj fajnega, no, kot je bila, če se lahko v teh rečeh lahko govori, da je fajn, ne. Ampak ja, tako kot sem si predstavljal, da se da v filmu tako povedati, kot je tle povedano, no. Ja. Torej nisi ta užaljeni avtor predloga. Prosim, lepo. Matjaž, rekel si, da ste začeli v Tolminu, končali pa tako rekoč diametralno na drugem koncu Slovenije. Kako to, da ste se ustavili ravno v Porabiju oziroma potem posneli film tam? Ja, pač zgodba od Zdravca je pač postavljena v okolico Tolmina in smo na začetku štartali tam, na sami lokaciji. Jaz sem imel na neki točki občutek, da mogoče rabim malce distance do same te zgodbe, da rabim malo odmika, da bi tej zgodbi na nek način prišel bližje. Mogoče se to malo sliši kot en paradoks, ampak res sem se tako počutil, da se moram malo umakniti, da bi v nekem jedru prišel bližje tej zgodbi, ne v dokumentu. In potem sem pravzaprav že, ko sem to zgodbo bral, sem jo bral skozi eno čisto svojo, prvič kot zgodbo, ampak ko sem se zgodbi zmeraj znova vračal, sem jo bral skozi eno svojo osebno izkušnjo. Tako da se je v bistvu ta junak iz te zgodbe od Zdravca se je začel mešati z enim človekom, ki sem ga jaz zelo dobro poznal in je na nek način bil on in ni bil on. In to mi je bilo intrigantno, da sem začel razmišljati o filmu sploh. In pravzaprav sem tam v tem Mariboru, ko smo prišli do tja, našel eno svoje osebno sidrišče za sploh za film. Potem pa na nek način, ko smo iskali lokacije, ko se je naši karavani Miki pridružil in smo na nek način tudi začeli to Porabje raziskovati, je pa tako, zmeraj ko gledamo lokacije, pač jaz poskušam biti dovzeten za to, kar ostane z mano po ogledu. Se pravi, ko
prideš, ko se vrneš iz ogleda lokacije, kaj ostane s tabo, kaj je tisti občutek, ki ti ne da miru ali pa ki te vznemirja. In moram reči, da tukaj na tej točki se mi je Porabje zdelo na nek način točno za našo zgodbo, da bi tej zgodbi Porabje dalo svojo pokrajino, hiše, obraze in to je pravzaprav bilo to. Kako si pa poiskal svoje igralce, se pravi tiste, ki jih nisi pripeljal iz Ljubljane ali pa ali si imel kakšno audicijo, si hodil po gostilnah ali... Pravzaprav smo imeli eno audicijo, to bo lahko še Miha povedal ali pa Miki, tudi če slučajno si imel zdaj kaj izmislil, vidva povejte, da ni res, ampak koliko se jaz spomnim, smo imeli eno audicijo in pravzaprav vsi, ki so v filmu, so bili na tej audiciji. V bistvu edino en je pripeljal svojega sina zraven, za katerega pa pač ni bilo vloge, pač res tu noter. Jaz mislim, da so pravzaprav vsi, ki so takrat prišli, so noter. Mogoče je kdo izpadel, ki je bil posnet, pa ni na koncu v končni verziji filma. A imam prav? Ja. Bi mogoče kdo od vas kaj vprašal? Kakšno mnenje, vtis? Miki, potem pa mogoče, če ti poveš, kako si najprej videl Matjaža in filmarje, ki so vstopili v vaš svet in kako se je potem razvil ta odnos med vami, to snemanje filma? No, to je zdaj že naš svet, no, če je zdaj takrat bil moj pa. Ja, lepa zgodba se je začela dogajati že od začetka, to sem že enkrat povedal, ne. Pride telefon, zvoni, z Miho sva se že prej poznala, sva v nekih prejšnjih filmih sodelovala. Pravi, stari, kak si kaj delaš? Pravi, nič. Čuj, dobro, čez 15 minut sva pri tebi. Sva prišla k meni, gremo malo v Porabje, ne. Mi se pelemo v Porabje, pa pravi, kaj, ja nekaj bomo snemali, veš. Pa kaj, pa veš, pa ti boš nam malo pomagal tam pri organizaciji, veš, pa tako, pa malo. Se peljemo 5 minut, prej klinc, veš kaj, igral boš. Tudi. No, tak je. Ta zgodba. Ja, jaz sem Matjaža poznal po njegovih delih, kar je počel do zdaj. Sicer osebno se nisva poznala. Je pa to srečevanje naše ustvarjalno, seveda, vse bolj raslo, vse bolj smo se spoznavali, vse bolj smo vedeli, kam ta misel njegova gre in mi smo tej misli sledili. Predvsem jaz tudi, ker smo to vlogo gradili, rezultat je danes bil tukaj prikazan. Ja, ne vem, kaj drugo naj povem o tem. Meni je lepo, kot bom ponovil še verjetno nekajkrat, da je porabščina, porabski jezik dobila svoje mesto da je dobila svoje mesto v slovenskem filmu. To se mi zdi najbolj pomembno, ker verjamem, da večina, ali pa ne bi rad podcenjeval, ljudi ne ve, ker je slovensko Porabje na Madžarskem. Priporočam toplo, da se ga tudi drugače ogledate, ne samo preko filma. Mogoče kakšno vprašanje iz publike? Sicer bi jaz še nekaj Matjaža vprašala. Meni se zdi fotografija, da izjemno podpre to, kar se mi zdi ena od pomembnejših stvari tega filma, da hkrati prikaže eno tako zelo grobo materialnost, hkrati pa to neko čudežno vsakdanjost stvari in lepoto tega. A se ti zdi, da je 16-milimetrski film, na katerega ste snemali, eden od takih glavnih temeljev tega, da je lahko ta fotografija tako sporočilna? Ja, nama z Gregorjem Božičem, ki je bil direktor fotografije, se je tako zdelo. To je pač vsaka stvar pri filmu je odločitev za nekaj in mi dva sva se tu v tem primeru odločila za 16-milimetrski filmski trak iz večjih razlogov, tudi med temi, ko si jih ti že omenila. Pač probala sva na nek način ustvariti en poseben občutek tega filma, ki ne bi bil toliko vezan na konkreten čas, prostor, ampak predvsem v občutku in se nam je zdelo, da 16 mm ustreza temu, kar želiva doseči. In pa v sami podobi sva pa želela pravzaprav se skoncentrirati, da bi vsako stvar, ki jo snemala z enako intenzivnostjo, da bi lahko snemala popolnoma navadne flaše od piva na mizi, ki jih nekdo odnese,
z enako občutljivostjo in na nek način, da bi postale na nek način svete, tako kot lahko obraz človeški snemamo. Tako da to je bila osnovna ideja. Mogoče kakšno vprašanje? Mogoče moje zadnje vprašanje, mogoče za Ivana Antiča. Ti si tudi soavtor glasbe. Ja. Kako ste prišli do žvižganja, ki se zdi pač edino najbolj primerno žvižganje? A ste imeli že kakšne druge variante glasbe, pa ste potem rekli, ne, nekaj drugega moramo, ali je bilo to... Ma to je bilo tako. Ne, itak je bilo par tih koje samo zavrnu nazaj. Ne? Aha, je. Ja. Eno od najljubših je tam, ovo je fajn, samo pa ne za ta film. Ja. Ma žvižganje je prišlo, ma kaj jaz znam, je prišlo tako samo od sebe. Ne? Ma ti koraci mislim da su naredili najveći vpliv glede te odločitve. Ma ja. Kakšno vprašanje? Sicer se lahko z ekipo iz oči v oči pogovarjate v preddverju, kamor vas zdajle povabimo na en kozarček in prigrizek. Ja, lahko žvižgamo tamo skupaj. Ja. Hvala za film ekipi, hvala vam, da ste prišli.